Hej, hej, vita živjo. Ekola, danes smo že v 15. dnevu, tako da zaključujemo naš večerni ritual. Tako da, če na hitro sam vse ponovim, torej prvi korak razelektritev, drugi korak poskrbimo za telo, za sprostitev telesa, stretching vaje. Tretji korak pa smo včeraj govorili o enem takem umirjanju uma oziroma kot neke vrste meditacija, recimo, ne? Tako da res potem gremo z umirjenim umom tudi spat. To pomeni, da ko gremo spat, da nimamo še kaj moramo jutri narediti, pa bla bla bla, ampak da res greš s prazno glavo spat, no, tako po domač povedano, no. Danes bi pa jaz sam zaključila oziroma malo poglobila ta tretji korak, a ne, in sicer je super, če še daš namero, a ne, tako kot smo imeli pri jutranjem ritualu namero dneva, tukaj pa daš namero spanja. To pomeni, da res odložiš vsa bremena iz ramen, da ne nosimo tega še v, bom rekla, hrbtenici in tako naprej. Ful pomemben, da damo to namero, da v bistvu se sčistimo celi, in energijsko in fizično. Torej fizično poskrbimo, da se sčistimo pač pod tušom, kakorkoli imate te večerne očiščevalne rituale, to pomeni kopalnica, pač vsak zase ve, kak pa kaj ima, ampak recimo jaz že pod tušom dam namen, da ne čistim samo telesa, kot fizičnega, ampak da sčistim tudi vse ostala telesa, ki jih je kar nekaj, tako da nismo mi sam fizično telo, smo energija, smo čustva, smo misli in bla bla bla. Imamo zelo veliko teh energijskih teles, to mogoče kdaj drugič, ker ta tema je res kar globoka in zelo obširna, ampak je fajn, da damo namero, da sčistimo pač vsa telesa, že kar pod tušom, in s tem tudi lahko že delate kar to namero prazne glave, tako da dihaš zraven in te stvari ne rabiš posebej delati, lahko vse v enem narediš, pa potem, ko greš spat tiste par minut, preden zaspiš, pa imamo spet drugo namero in to je pač, da se nekako spuščamo v globok spanec, krepčilen spanec. In namera potem še naslednjega dneva je pač ta, da res vstanem polna energije in, bom rekla, pretočna, torej pač mehka, gibljiva in te stvari. To se meni zdi ful pomemben, da daš to namero. Mislim, to je zdaj čisto tvoje, a boš to uporabljala ali ne, če začutiš uporabiš, če ne, pač ne. Ampak to je ful pomembno, da imamo prazno glavo in da damo še namero, tako da res potem sporočimo svojemu telesu, da lahko se odklopi in da naredi čez noč, kar mora, ker telo res dela po noč, on ne spi, pač so razni procesi, obnavljanje celic, regeneracija telesa in tako naprej. To telo takrat dela, ko mi počivamo, tako da zato rabimo mi počitek, zato da on v bistvu potem vse te procesi sfolga. Zdaj pa, če imamo premalo počitka, potem pa ne sfolga in imamo spet pač, bom rekla, kar izzive zjutraj, pa smo utrujeni, pa smo cel dan pol ko megle in se vlečemo in tako dalje, tako da ja. Zato pač priporočam še ta četrti korak, da daš svojo namero, kakršnokoli že začutiš, karkoli pač rabiš. Ali rabiš zdravljenje, potem pač
daš to namero, ali rabiš globok spanec, da se naspiš že enkrat v življenju, daš to namero, da pač res se spustiš v pač ta globok spanec in enostavno dovoliš telesu, no, da pač opravi svoje delo, ne da ti pol umsko smele. Če pa mi uma ne sprostimo in ga ne utišamo, pa v bistvu preglasi telo in potem telo ne more početi to, kar v bistvu ima nalogo, da dela po noč. Tako da, evo, to je to. To so naši ritualčki večerni, danes smo zaključili. Jutri gremo naprej, bom videla, kaj bomo jutri govorili. Lahko mi pa kaj napišeš, kaj še tebe kaj zanima. Napiš tudi, kako izgleda tvoj večerni ritual, vse me zanima, tako da vse z veseljem preberem in seveda še kaj podam, kakšno repliko. Tako da, če pa še te karkoli zanima, pa tudi napiši, ker mi s tem res tudi ful pomagaš, da lahko pa še kaj več povem o tistih stvarih, ki vas res zanimajo. Tako da, zaenkrat te srčno pozdravljam in se vidiva zopet jutri. Pa, pa.